V današnjih kvikih bomo govorili o tem, kako deluje oblast v naši državi, oziroma po domače, kdo se o stvareh odloča. Država je skupnost ljudi, ki živi na določenem ozemlju pod skupno oblastjo. V demokratični republiki, kot je Slovenija, ima neposredno oblast ljudstvo. Kaj to pomeni? Da polnoletne državljanke in državljani na volitvah izvolimo svoje predstavnike. Ko ste stari 18 let, ne samo, da lahko vozite avto in pijete alkohol, no, ne istočasno, da se razumemo, lahko si tudi izberete politično stranko, ki vas bo predstavljala v državnem zboru. Državna oblast se deli na 3 med sabo ločene veje: zakonodajno, izvršilno in sodno oblast. Zakonodajno vejo oblasti predstavlja parlament, ki potrjuje zakone oziroma pravila, po katerih živimo. Parlament je sestavljen iz državnega sveta in državnega zbora, kjer sedijo poslanci, ki jih izvolimo mi. Poslance glede na njihovo politično prepričanje delimo na ta leve in na ta desne. Ta delitev se je začela med francosko revolucijo, ko so se konzervativni zagovorniki monarhije usedli na desno stran dvorane, revolucionarni antirojalisti pa na levo. V državnem zboru zakone običajno predlagajo poslanci, njihovi kolegi pa jih preko dolgih debat potrdijo ali zavrnejo. Različno pomembne zakone mora potrditi različno število poslancev. Če vladajoča stranka, ki je na volitvah dobila največ glasov, želi biti produktivna, morajo stopiti skupaj s podobno mislečimi strankami. Tako nastane koalicija. Nasproti pa jim stoji opozicija, ki jim skuša konstruktivno gledati pod prste. Druga veja oblasti je izvršilna veja oblasti oziroma vlada. Njena naloga je, da izvršujejo zakone, ki jih državni zbor sprejema. Vlado sestavljajo ministri iz različnih ministrstev. Šefe ministrov je ministerski predsednik, poznan tudi kot predsednik vlade, poznan tudi kot premier. Premier običajno postane predsednik stranke, ki je na volitvah dobila največ glasov in od predsednika države dobi mandat za sestavo vlade. Nato izbere strokovnjake iz različnih področij, ki postanejo ministri. Ministrov ne izvolimo državljani in državljanke, temveč jih potrdijo poslanci, ki na tej točki zastopajo naše interese. Tretja veja oblasti pa je sodna veja. Če si kaj naredil narobe, je tudi usodna veja oblasti. Vidite, kaj sem naredil tukaj? Sodišče in sodniki skrbijo, da se zakoni spoštujejo, pravilno izvajajo in da za vse veljajo enako. Ne glede na spol, raso, koliko denarja imaš, koga vse poznaš, če si nekaj zafrknil, moraš biti za to tudi kaznovan.